Zdaj ta nova razmerja, ki so nastala z tem aneksom, smo analizirali v primerjavi z Nemčijo in pa z Veliko Britanijo. Zakaj smo pač mi ravno te dve državi izbrali? Ker gre za dva izmed najstarejših javnozdravstvenih sistemov, njuni podatki so o sistemizaciji delovnih mest v zdravstvu, so zelo pregledni, so zelo javno dostopni, vsak med vami lahko te podatke izbrska. Obenem pa sta te dve državi tudi zelo pogost cilj migrirajočih zdravnikov iz drugih držav, ne samo iz naše, tudi tistih, ki bi jih mi menda želeli privabiti. Zdaj, a to pomeni, da mi pa hočemo nemške, angleške plače danes? Seveda ne. Vsi se pač zavedamo, da gre za državi z bistveno večjim BDP od našega. Noben se jih verjetno ne bi ravno aktivno branil, če bi nam jih ponudili. Ne vidimo pa nekega dobrega razloga, zakaj se glede razmerij znotraj zaposlenih v tem sistemu in pa razmerij glede na povprečno plačo oziroma BDP na prebivalca ne bi zgledovali po dveh stabilnejših in nekako tudi bolj dodelanih sistemih od našega. Zdaj, tu bi tudi omenila, da oni vsako leto na primer usklajujejo svoje plače z rastjo BDP in z neko situacijo v svojih zdravstvenih sistemih. Tudi verjetno je razlog, zakaj ima Velika Britanija primerjalno boljše plače od Nemčije, kljub temu, da ima nižji BDP, v tem, da ima malo zdravnikov in pač dejansko hoče ustvariti neke pogoje, v katerih bi pač zdravniki videli cilj migrirati k njim. Kar naprej. Zdaj, tole so absolutna razmerja. Vsi vidimo, da primerjamo z temi vrednostmi. Tukaj je za poudariti, da so to vse te plače in v našem sistemu in v vseh njihovih sistemih je plača prvo leto, ko ti dosežeš ta plačni razred. Nobena od teh plač nima dodatkov, nima dežurstev in v bistvu velja, približno smo jih hoteli uskladiti, da so pač te plačni razredi primerljivi. Se pravi, DMS je diplomirana medicinska sestra, ki je pravkar zaključila študij in se zaposlila na negovalnem oddelku. DMS specialist ni enako naši opredelitvi DMS s specialnimi znanji. V bistvu gre v obeh njihovih sistemih bolj za neke sestre, ki so dejansko specialistke, kot so neke inštrumentarke, izkušene, perfuzionistke, babice v porodni sobi. In pa potem sestra na vodstvenem položaju. Z zelenimi odtenki pa se začnejo v bistvu zdravniška delovna mesta, se pravi specializant na začetku specializacije v prvem letu, specialističnem izpitu in pridobitvi licence. Višji specialist se nekako približno pri nas izenači z konzultantem ali pri Oberarzt po nemško. S tem, da je obe dve te poziciji možno doseči nekje verjetno celo pred našo starostjo za to kategorijo. Zdaj, starejši specialist smo pa vzeli tistega, ki pač pride najdalj lahko po plačni lestvici. Pri nas vemo, kaj je to, pri njih vidimo, kaj je to. Bi šli na naslednji slajd, prosim. To so pa plačna sorazmerja glede na povprečno plačo. Kategorije zdravnikov ostajajo iste. Vidimo, da so pri nas pravzaprav s temi novimi razmerji sestre ta razmerja kar dosegla, oziroma mogoče celo v nekaterih kategorijah presegle, zdravniki pa ostajamo kar precej zadaj, primerjalno. To smo potem primerjali tudi na BDP, naslednji slajd, prosim, katerih vrednosti so pa v bistvu zelo primerljive, tako da ostajamo nekje na zelo podobnih razmerjih v resnici. In mislim, da se tu dejansko vidi, da verjetno bi se pa na zdravniški strani vseeno počasi lahko kaj naredilo, no. Tako da mi mislimo, da so pač te
posledice večletne neuskladitve zdravniških plač z rastjo BDP iz teh grafov dosti jasno razvidne. Seveda podpiramo naše sodelavce in sodelavke pri njihovem boju za plače. Še vedno mislimo, da so predvsem srednje sestre katastrofalno podplačane, ampak mislimo pa, da je treba počasi nekaj tudi narediti z zdravniškimi plačami. Hvala.